Pred 120 leti je vožnja v temi pomenila igranje z usodo. Prvi vozniki so hitro doumeli, da morajo videti in biti vidni, če želijo voziti varno. Opel sodi med najstarejše avtomobilske znamke na svetu. V 120 letih je na ceste poslal kar nekaj ikon. Hkrati je že zelo zgodaj začel ponujati tehnološke rešitve za varnejšo in udobnejšo vožnjo, ki so bile dostopne večini voznikov. V počastitev visoke obletnice so v svojem testnem centru v nemškem Dudenhofnu pripravili svojevrstno nočno vozno izkušnjo. V temo smo se odpeljali z Oplovimi avtomobili iz različnih obdobij in se znova prepričali, kako pomembno vlogo so imele luči pri razvoju varnejše in udobnejše mobilnosti. Opel je postavil kar nekaj pomembnih mejnikov pri oblikovnem in tehnološkem razvoju žarometov. Leta 1909 so iz sveč prišli na karbidovke in petrolejke. 2 desetletji pozneje so v njihovih lučeh že zažarele 6-voltne žarnice. Leta 1938 pa je bila udobna ljudska limuzina Opel Kapitan med prvimi avtomobili, ki so se poslovili od okroglih luči. Še več, Kapitan je nove oblikovne trende postavil s 6-kotno obliko žarometov, vgrajenih v blatnike. Na krilih oblikovne drznosti, kjer so v ospredju zopet inovativni žarometi, je Opel še enkrat navdušil 30 let pozneje, ko je leta 1968 na ceste poslal danes legendaren dvosed Opel GT. Športnik za vsakogar je postal ikona zaradi odličnih voznih lastnosti, hkrati pa je postal prvi nemški avto s pomičnimi žarometi, ki so se dvignili iz pokrova motorja. Astra je leta 2015 v razredu družinskih kombi limuzin voznikom za dostopno ceno ponudila za varnejšo vožnjo pomembno tehnično inovacijo – samodejno prilagodljive matrične LED luči. Te so bile do tedaj na voljo le avtomobilski eliti. Ne predstavljamo si, da bi leta 1899 v prvem Oplu, v Lutzmannu, morali v temi ob svetlobi sveč prevoziti 10 km podeželske makadamske ceste. Evo ga, najstarejši Opel, poglejte letnico, 1899 in pa pazi luči. Svečka! Njegov zadaj nameščen 1,5 litrski enovaljnik pri 650 vrtljajih v minuti doseže največjo moč 3 kW in zmore hitrost 30 km/h. Varnostni pas? Ne podcenjuj hitrosti! Res je, danes so hitrejši že traktorji. Ako smo v tem 120-letniku na ozkih lesenih kolesih, odetih v trdo gumo, na asfaltu testnega centra predstavili v drugo prestavo, je bilo očitno, zakaj je avto tako hitro spremenil svet. Drugi prestavi! Kar dobro šiba, moram reči. Verjemite, v živo je ta avtomobilska kočija veliko bolj poskočna in teatralna. Izjemna izkušnja. Leto 1909, karbidne luči, zgodovina, velike znamke, 120 let tradicije in nešteto kilometrov, nešteto športnih užitkov in nešteto zgodb.